In žal, moram povedati tako, žal, dostakrat na takšno pitanje ne dobimo iskrenega odgovora. Do nekako ga pitamo, kako se, dostakrat na to pitanje ne dobimo iskrenega, resničnega odgovora, pač pa mi ljudje smo, tako povem, nagnjeni k tome, kaj stvari malo ulepšamo. Kaj stvari ulepšamo, kaj želimo svoje stanje prikazati lepše, kot pa dejansko je. In znate, te je naš sogovornik zaveden. Te ne ve istine od nas. Zakaj je to tako? Zakaj smo ne, kad tako povem, iskreni eden do drugega? Mogoče nas je tista dotična oseba že včasih, ali pa kdaj razočarala, kaj je pravila tisto, ko smo njej zavipali dole, ko smo ne želeli, kaj se noj dole razširja. In je to vzrok za neodkritost. Je pa še nekaj. Znate, ne mreš enostavno se povedati dole. Ne mreš. Zato, ker je niti to ne dobro, zavolo toga, ker vsaki ne razme. Vsaki ne razme, ne mre razmeti stanja, šterom se mogoče ti nahajaš. In jaz osebno, če vam tako povem, bi se včasih najrajši ognil takšnega pitanja. Najrajši bi se ognil takšnega pitanja, šteroga ne želim, kaj bi delil z drugimi. Najrajši bi se ognil. Ali obstaja še eno drugo področje naših življenj, štero je bolj pomembno od našega fizičnega življenja. In tu se te pojavlja pitanje o duhovnem stanju. O duhovnem stanju človeka, o duhovnem stanju bližnjega. In do vas štoj pita, tako povem, si dobro v Gospode, kakšno je tvoje duhovno stanje, kakšen odgovor dobi te poslušalec od tebe na to pitanje. Kakšen odgovor dobi poslušalec? In znate, tudi na tom področju se večkrat ščemo izogniti iskrenome odgovori. Zakaj? Zavolo toga, ka prevladuje eno prepričanje, ka tiste štere se sooča z duhovnimi borbami, ka tako povem, z duhovnimi težavami, ka s tistim tako, če bi nika ne bilo vrede. Pa je to istina? Je to istina? Ka tiste štere se sooča z duhovnimi težavami, borbami, ka s tistim nika ne vrede?
Bar poglednemo, ko v psalme 139 piše začetek toga psalma. Bar poglednemo, kako se zača tej psalm. Psalm 139, tako se zača. Gospod, preizkusil si me in me poznaš. Gospod, preizkusil si me in me poznaš. Človek leko mene, leko tebe vidi, to kako poč vidi, Bog pa najdvaj gleda z enimi drugačnimi očmi. Bog naj gleda noči, kako pa človek vidi moje in tvoje življenje. Njeme Bogi ne trebej razlagati, njeme ne trebej, ka ulepšujemo, njeme ne trebej, ka prikrivamo svoje dejansko stanje. David, pisec toga psalma, je to dobro znal. Zavedal se je, ka pred Bogom ne mogoče nika skriti, ne mogoče nika prikriti, ka pred Bogom ne mogoče nika ulepšati svoje stanje. On je to dobro znal in David, tu opisuje svoje doživetje Boga in to v vsakom trenutku njegovega življenja. Ja, dragi moji, niti eden človek v niti enom trenutku se ne more rešiti Boga. Nikam njime ne more pobegniti. Ninder se ne more skriti pred Bogom. In skozi tej psalm David poveličuje Boga. Proslavlja Boga, njegovo vseprisotnost, njegov popolni nadzor nad vsem, ko nas okroža. In dragi moji, zavedajmo se, kaj je Bog z nami v vsakoj situaciji našega življenja. Bog nas spremlja na vsakom koraku našega življenja, kjerkoli se nahajamo in kako čudovito je, da smo sigurni, da smo v njegovoj voli. Da delamo njegovo voljo, da je on zadovoljen z nami in da smo v njegovoj voli, temu se, dragi moji, toga se tu moramo zavedati, temu se soočali tu z duhovnimi borbami, soočali se z šatanskimi napadami, štere da nas vsikdar želo odpeljati kraj od Boga. Ja, šatan nas želi odpeljati kraj od Boga in to ne je nikaj novega. Zavolo toga, ker šatan to dela že od samega začetka, že od Edenskega vrta, da sta Adam pa Eva bila v tistoj čudovitoj Božoj prisotnosti, v tistoj čudovitoj Božoj skupnosti, se šatan trudi, kaj bi človeka odpeljal v pekel. Iz raja, iz Božje prisotnosti v pekel. Ali, dragi moji, obstaja rešitev. Obstaja rešitev tudi za to situacijo. Obstaja v Bibliji, obstaja formula, kako da se v mojem in tvojem življenju te šatanske naklepe, ta njegova prizadevanja, kako da se to izjalovilo, kako to v mojem in tvojem življenju ne da imelo uspeha. To formulo so, tako kot je tu brat Samuel že v uvode pravo, to formulo so že mnogi preizkusili v svojem življenju in tu Jezusovi učenci so to že sprobali. In mnogi Božji služabniki. In znate, tu sam sem prepričan, da ta formula, štero imamo zapisano tu v Božji besedi, ki deluje in to deluje 100%. Življenje prve cerkve, takoj na začetku obstoja se je zgodil eden dogodek, štere da nam razjasno, kako priti do duhovne zmage, kako obstonete v šatanski napadaj.
Tej dogodek je zapisan v 2 poglavjaj apostolski del na začetke, za mene pa je tu ključnih nekaj vrstic, gdje je zapisano to, kot da nas vodilo k duhovnim zmagam. In ga bi vas prosil, ka gor stanemo pri Božoj besedi in preštejmo 2 vrstice iz apostolskih del in to iz 3. poglavja. Prvo vrstico gdje tog piše, apostolska dela 3.1 je tog zapisano. Peter in Janez sta šla ob 9. uri molit v tempelj. In te še preštejmo v 4. poglavje 13. vrstico, gdje pa je tog zapisano. Videli so Petrovo in Janezovo pogumno odkritost, opazili so, da ste preprosta človeka in brez izobrazbe, čudili so se in so spoznali, da sta se družila z Jezusom. Gospod Jezus, hvala Tebe za Tvojo drago svetu reč, štero se nam tu njokog vodilo za naša duhovna življenja, za naše duhovne zmage, za našo hodbo s Tjov. Ker ste prosim, ka mene pomoreš, ka povem v tom jutri toliko je Tvoja sveta vola in nam pomoreš, ka razumemo Tvojo besedo in jo prenesemo v svoja življenja in živimo po njej. Blagoslovi vsakoga poslušalca, štere posluša ne samo to besedo, pač pa posluša Tvojo besedo. In Gospod, dragi, prosim te, ka nam daš moči in nam pomoreš, ka mu odločene za to, ka mu živeli po Tvojo drago svetu reči. Amen. 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 Tu je zapisane dogodek, da je bil po posredovanju Petra in Janeza ozdravljene hrome človek, šter je bil v takšno stanje bolezni že več kot 40 let. Zgodil se je čudež, gled to, kako so se dogajale čudeže te, da je Jezus še bil na toj zemlji, da je Jezus še odil po toj zemlji. Peter in Janez sta zavolo toga bila v središče pozornosti. Najnog so se ljudje začali zanimati za teva 2 človeka. Vsi so bežali za njima, začudenje in presenečene, ko se je to zgodilo, kako sta teva 2 človeka to včinila. Znate, Petra je to nekako malo zmotilo. Na njem je bilo glise eno, on je ne bil med tistimi, štere želejo biti v središče pozornosti, ne bil tisti, štere bi se želo tako povedano popularnost, gel tak nes je noček, ne si želejo ljudje, mnogi ljudje si želejo popularnosti, ka bi bili središče pozornosti, ali Peter je ne bil med tistimi. In njegova prva izjava na to, ko se je dogajalo, je bila to v 3. tale 12. veršoš, to štejmo. Kaj strmite v najo? Da so ljudje gledali, da so ljudje videli, ko se je zgodilo. Kaj strmite v najo, kot da bi bila svojo močjo ali pobožnostjo dosegla, da je ta mož shodil. Kaj strmite v najo? In dragi moji, to je sporočilo tudi za mene in tebe, dragi poslušalec, niti tvoja moč, niti tvoja sposobnost, niti tvoje prizadevanje, niti tvoja pobožnost ne more prinesti spremembe v življenje. Nika od toga. Peter je to jasno pravo in dava tu odgovor, što je tiste, štere pa leko naprave spremembo v življenje človeka. Tej poslušalcem je pravo od Jezuša in je pravo tudi od načina, kako deluje, kako Jezus deluje, kako Božja moč deluje. In to je razložil ozdravljenje toga hromoga
človeka. V 3. tale apostolski del 16. veršu što je zapisano. In ker je mož, ki ga vidite in poznate, veroval v njegovo ime, znači v Jezušovo ime, mu je to ime dalo moč. To ime, Jezušovo ime, njim je dalo moč in vera, ki prihaja po njem, mu je povrnila popolno zdravje, kakor ste vsi videli na lastne oči. In dragi poslušalec, vidiš v tom tu priložnost za tebe? Vidiš v tom tu priložnost za tebe, da pride do spremembe v tvojom življenju? Peter povdarja tu vero v gor stanjenega Jezuša. In pravi to, kaj je to osnova, kaj je to tej pravi temelj za eno spremenjeno življenje, za pravo spremembo v življenje človeka. Vera v gor stanjenega Jezuša. In Peter je tu jasno pravo, kaj je Božji blagoslov. Ne namenjen samo kakšnim izbrancom, kakšnim posebnežom. To pravi v 3. tale 26. veršoš, to pravi. Bog je najprej za vas obudil in poslal svojega služabnika, znači Jezuša Kristuša. Bog je to včinil, da vas blagoslove. Haleluja. Bog pripravlja blagoslov, Bog dava blagoslov. Bog je najprej za vas obudil in poslal svojega služabnika, da vas blagoslovi in vsakega od vas odvrne od vaših hudobij. Bog želi, dragi poslušalec, dragi prisoten, Bog želi tebe osebno blagosloviti in te želi rešiti hudobij, v štere te je zapleto šotan. Štere te je šotan noter za mrežo. Bog te želi iz toga rešiti. Ali, dragi moji, naj to eno čudovito sporočilo za vsakoga med nami? Haleluja. Bog je, dragi moji, poskrbo za rešitev situacije, štero človek ne more razrešiti ne svojo močjo, niti ne svojo pobožnostjo. Kaj strmite v naju, kot da bi bila svojo močjo ali pobožnostjo dosegla, da je ta mož shodil. Kome v tvojom življenju pripisuješ to, ko si dosegnil, to, ko si uspel, ko si včinil. Brat Samuel je že v uvode pravo od toga velikega skladatelja, kaj je pravo tok na vsakom koncu svoje skladbe, sole deo gloria. Samo Bogu pripada slava in čas. In načela reformacije 5krat je bilo zapisano, 5 načel reformacije obstaja. Samo Sveto pismo. Ne druge stvari. Samo Sveto pismo, sola skriptura. In ne naša moč, pač pa samo vera, sola fide. In te dole samo milost. Po Božoj milosti smo odrešeni, to ne iz nas. To je Božja milost, samo milost, sola gracija. Samo Kristus je odrešenik. Solus Kristus. In te za konec, te zadnje del, samo Bogu pripada slava. Sole deo gloria. Kome davaš v tvojom življenju slavo? Kome pripisuješ to, ko si dosegnil, to, ko si uspel, to, ko si včinil? Peter in Janez sta bila v vsem odvisniva od Boga in sta so
slavo pripisala samo njemu. Aleluja. Ale, dragi moji, poglednimo dole. Poglednimo nadaljevanje toga dogodka. Ne je ostalo samo pri tom navdušenje, pri toj popularnosti, pa so gor stonili tu nasprotniki. Gor so stonili tu nasprotniki. Začala se je duhovna borba. Začalo se je nasprotovanje. In drage poslušalac, da boš v svojem življenju iskreno služil Gospode, iskreno služil Bogu in ga priznavo pred ljudmi, te do se zdignili tudi tiste nasprotnike, zdignili do se sovražnike, te do te delali probleme, začo boš se soočati z duhovnimi borbami. Nekak je tok pravo, pa šotam svoje nja premere. On dela proti tistim, štiri se trudijo služiti Bogu. In da si v duhovnoj borbi, da se soočaš z duhovnimi težavami, znaj, kaj imaš ob sebe živoga Boga. On te ne zapušča, on se ne oddaljuje od tebe, on ne ide kraj od tebe, on te ne nja v duhovnoj borbi samoga, pač pa je v vsakom trenutku stjov. In v takšni situaciji nuca vsaki Božji človek še več Bože bližine, še več zavupanja njeme, še več njegove pomoči. In Peter in Janez sta se soočila z resnim, z enim odkritim nasprotovanjem tome, ko sta vrvala in razglašala. In znate, ko se je zgodilo? Bila sta vrženeva v ječo. Bila sta vrženeva v zatvor za volo toga, ko sta vrvala, ko se je po njivajnoj vere zgodilo in ko sta razglašala. Naslednji dan, proti večeri je to bilo, dostakrat gelte čujemo, kaj je štoj bil pridržane prek noči, za volo toga, kaj je delo probleme. Njiva sta ne delala probleme. Vseeno sta bila pridržaneva prek noči in naslednji dan je bilo zaslišanje, bilo je sojenje, gesta mogla biti njiva samega svojega odvetnika. Samega sta se mogla zagovarjati in pa opravičevati to, ko se je zgodilo. In v 8. vrstici, v 8. veršu še je zapisan še en princip, še ena formula za uspeh v duhovnoj borbi. Ali ponovimo še enak stvari, štere so važne, kam mo zmagovale v naših duhovnih borbaj. In kot prva stvar, štero sem pravo, Peter in Janez sta šla ob 9. uri molit v tempel. Torej, dragi moji, molitev je začetek v vsakoj situaciji. In molitev je tisto, štero deno davalo moč, kamo leko zmagovalce v naših duhovnih borbaj. In drugo, štero sam omenil, je to zapisano, kot da nam davalo moč za naše duhovne borbe. Druga stvar, kaj strmite v naju, kot da bi bila s svojo močjo ali pobožnostjo dosegla, da je ta mož shodil. Dragi moji, zavedaj se, dragi poslušalec, da v duhovnoj borbi ne boš zmagovalec v svojoj moči ali v svojoj pobožnosti. In tretja stvar, pogledamo tretja stvar, štera je odločilna za
duhovno zmago v toj duhovnoj borbi. In to je tej 8. veršoš v 4. tale, gdje je tok zapisano, gdje je tok povedano. 4. to apostolski del, 8. veršoš, tok piše, tedaj jim je Peter poln Svetega Duha odgovoril. Aleluja. Dragi moje, prej smo že videli, ka naša moč nikaj ne koristi v duhovnoj borbe, zato nucamo, dragi moje, polnino Svetega Duha. Polnino Svetega Duha v svojom življenju. In Peter, poln Svetega Duha, je te spregovoril. Pravzaprav je Sveti Duh skozi Petra spregovoril. Sveti Duh je skozi Petra spregovoril v tistoj situaciji. In to je to, ko je Jezus že pravil in je zapisano v Janezovem evangeliju 14. tale in pa 26. veršoš. To lažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. Sveti Duh je to, ko da nas pelalo v naših duhovnih borbah do zmag. Zanašanje na njega. Zanašanje na njegovo moč, da nas pelalo k duhovne zmagaj v naših duhovnih borbah. In v uvodu smo prešteli še nekaj, ko je nujno za vsakoga kristjana, in to, da nam prinašalo zmage v naših duhovnih borbah. In to je 4. stvar, štero želim povdariti v tom jutri za mene in za tebe, za vsakoga, štere posluša Božo besedo. V uvodu smo tako prešteli. Videli so Petrovo in Janezovo pogumno odkritost. Opazili so, da sta preprosta človeka in brez obrazbe. Čudili so se in so spoznali, da sta se družila z Jezusom. Aleluja. Čudili so se in so spoznali, da sta se družila z Jezusom. Pri Jezuše. To smo popevali v pesme v uvode. Znači biti poleg Jezuša. In v tom veršu še je nekoliko stvari naštetih, na štere moramo paziti mi v naših vsakodnevnih življenjih. In prva ta stvar, na koj moramo paziti, to smo prešteli, videli so, ko ljudje vidijo okoli tebe, vidijo v tebe. Ko ljudje vidijo v tvojem življenju. Pogumno odkritost, tako pri Petre in Janeze. Dole opazili so, ko ljudje opazijo v tvojem življenju, ko ljudje opazijo v tebe. Tom so zasliševali Petra in Janeza visko teološko izobražene ljudje. In pri njivaj dva so opazili ništerne stvari, kot prvo so opazili, ka sta njiva ne bila teološko izobraženeva, to pomeni, ka sta se ne včila v takratnih rabinskih šolah in sta ne imela formalne teološke izobrazbe po njihovih pričakovanjih. Ne sta imela niti uradnega položaja v tistih verskih krogih, v tistih verskih prepričanjaj. In tiste zasliševalce, ne samo, ka so nekaj opazili, pač pa
so ešte neka drugoga spoznali v Petre in Janeze in zavolo toga so se čudili. Zavolo toga so bili začudeni. In ko je bilo to, ko jih je to začudilo, spoznali so, ka sta se njiva družila z Jezušom. Ka sta se teva dva človeka družila z Jezušom. In dragi moji, po tom spoznanje, po tom, ko so spoznali v njivaj, so njima več ne mogli nika ugovarjati. Dragi brat, draga sestra, dragi prisoten, tvoje druženje z Jezušom, da ljudem prineslo eno spoznanje. Da ni prineslo eno spoznanje, štero, da prineslo spremembo v določene situacije. In dragi kristjan, dragi krščanik, ali uporabljaš v svojom življenju vse te preverjene formule, štere sem zdaj tu naštel za dosego zmag v tvojih duhovnih borbah? Ali nucaš to, ko ti Božja reč ponuja, kot razrešitev tvojih situacij in čim več časa boš namenil druženje z Jezušom, tem rajše boš šel na molitev. Tem rajše boš šel na molitev in zavolo toga, ka boš na prvo mesto imel druženje z Jezušom in te dole, ka boš na molitev in zavolo toga se ti ne boš zanašal ne na svojo moč, ne na svoje sposobnosti, ne boš se zanašal na svojo pobožnost, pač pa boš se zanašal na moč Svetoga Duha. Haleluja. Haleluja. In dragi moji, to je najboljša kombinacija za zmago v tvojih duhovnih borbah. In dobri Bog, naj vsem v tom pomaga, kamo se odločili za vsakodnevno druženje z Jezušom. Amen. Amen. Nebeški Oče, hvala je tebe za tvojo drago svetu reč, štera nam sporoča, ko je najboljše za nas. Štera nam sporoča, ko da je nas pripeljalo do toga večnoga cilja. Gospod, dragi, prosim te, pomore me, ka se odločim vsakom dneve za čim več druženja s tjov, dragi moj odrešenik, Jezus Kristus. Pomorite vsakome med nami, pomorite vsakome poslušalci tvoje besede, ka bi res sem bili v druženje za tjov, naš dragi odrešenik, Jezus Kristus. In blagoslovi nam tvojo besedo, Gospod dragi, ka bi nas spodbujala, ka bi res sem imeli to hrepenenje po tebe. In Gospod dragi, znam, ka boš nas ti pelil naprej, skozi vsako situacijo, zato, ker to je tvoje obečanje. Gospod, dragi, hvala je tebe, ka boš z nami in ka boš nam pomagal in ka boš nas vodil, ka boš nas hrabril po moči tvojega Svetega Duha. Amen.